Živijo, lep pozdrav. Lepo sobotno popoldne, 20. marc, skoraj že pomlad, prijetnih 10 stopinj Celzija, piha kakšnih 25 na uro. Jaz pa grem malo na Kras. Ta teden je bil tak čuden. Samo en dan sem imel popoldan čas za kolesarjenje in še tisti dan me je dobil dež, tako da sem ga prekinil po 15 kilometrih. Tisti, ki me spremljate na Stravi, ste to videli v živo. Video o tem fiasku pa ni bil posnet. Se po eni strani mi je kar pasalo, da sem prekinil, ker se na tistih vzponih nisem počutil najboljše. Vseeno sem dal kratke hlače, čeprav ni izpolnjen pogoj 12 stopinj, ampak to marčevsko sonce tako lepo greje, da se nisem mogel upreti. Sploh pa je več milijonov let evolucije mene kar dobro izklesalo za življenje na tem planetu. Tako da se ne ustrašim lih vsakega mraza ali pa burje. Piha močnejši jugovzhodnik, zato je moj pretkan načrt tak, da se uspem na Kras in se potem spustim dol nekje vzhodno od Nove Gorice in se z vetrom vrnem domov. Druga stvar pa je ta, da prihaja iz severozahoda spet neko oblačno vreme, tako da se držim bolj proti jugovzhodu in se izognem temu vremenu. Hudi lok prebereš nazaj, dobiš goli duh. Jaz sem ugotovil, da mi manjka v letošnji evidenci še 60 km do 1200. Za prvo četrtletje je tu sprejemljiv rezultat, 4x1200 je 4800, se pravi dober obet za kakšnih 5000 km v tem letu. Tako moj predkani načrt predvideva, da naredim en krog po Krasu. Koliko točno bom po Krasu naredil, pa niti ni tako važno. Do Komna je 33 km, tako da tista 60-tica sigurno bo. Pravzaprav že dolgo nisem bil v Brestovici, tako da zdaj, ko sem že lih tukaj, bom sprobal disk zavore na tem norem 20% spustu. Ampak lih prej, ko se spustim, pa še en hiter pogled na morje. Zavore so se obnesle v redu, moč zaviranja je bila učinkovita, primerna. Zavorne ročice sem pritiskal kar z vrha, ampak je bilo to popolnoma dovolj. Hkrati pa nisem imel občutka, da bi se pregrevale. Okrog YouTubea je tako, da sem do zdaj posnel vsa svoja kolesarjenja razen dveh. Ena je tista od predvčerajšnjim, ko sem naredil 15 km in potem zaradi dežja odnehal. Druga je pa bila, ko sem že v Novi Gorici srečal prijatelja in so potem skupaj odpeljala en krog. Česar pa nisem hotel kvariti še s kamero. Ostalo je pa vse posneto. Videe nalagam na YouTube s kakšnim tednom zamika. Sem pa zaenkrat uvedel reden urnik, in sicer en video ob sredah ob 8 zvečer in en video ob nedeljah ob 8 zjutraj. Tako da sta vsak teden dva videa, točno na vsake 3 dni in pol. Ja, zdaj na mojem kanalu na YouTubeu je 200 naročnikov. Me veseli, da so vam moji videi všeč. Če se spomnim decembra, ko sem delal prerez leta 2020, sem imel 75 naročnikov in takrat sem rekel cilj za naslednje leto vsaj 100.
Če bi mi kdo rekel, ej stari, do pomladi 200 bo v redu, jaz bi podpisal. Tako da res hvala vsem, ki spremljate to. Če samo enega zmotiviram, da se zaradi tega spravi na kolo, je moj cilj dosežen. Nekaj bi še razčistil okrog YouTubea. Par ljudi me je vprašalo, kako je z zaslužkom. Zaenkrat moram reči, da z YouTubeom ne zaslužim nič. Že po pravilih je tako, da rabiš vsaj 1000 naročnikov, če sploh želiš sodelovati v tem programu monetizacije. Tako da do tam je še dolga pot. Bom pa to posebej opozoril, če bomo sploh kdaj šli v ta sistem zaslužka. Bi pa rad opozoril na drugo stvar. In sicer z letošnjim letom bo YouTube pojačal količino oglasov in pa je, da se bojo oglasi prikazovali tudi pri tistih videih, ki ne prejemajo plačila. Tako da, če se vam bo med mojim videom kakorkoli pokazal kakšen oglas, se vam že zdaj vnaprej globoko opravičujem. To nima nič opraviti z mano, ampak preprosto s pohlepom Googla. Popolnoma stemnilo se je na Goriškem, celo se mi zdi, da pada dež. Tako da jaz po predvidevanjih z vetrom hrbet še 20 km do doma. Na Krasu je bilo lepo. Tam naravnost pa pada, se vidi, ampak sem dobil sporočilo od soproge, da je v Novi Gorici suho, ostro in vetrovno. Zato pohitim domov, prej ko se ulije še tam. Dobro sem se rešil. V Novi Gorici je celo malo plavega neba. Tista nevihta je pa tam bolj južno proti Mirnu. Zdaj pa že čutim prve kapljice, ampak sem manj kot pol kilometra od doma, tako da sem super izkoristil 67 km, 2 uri 50, vsi podatki bojo na Stravi. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.